Gospod Srebrnič, poraz pred domačimi gledalci, 2 hitra zadetka v prvem polčasu in rdeči karton v drugem polčasu. Mislim, da ste lahko odločila to tekmo. Odločila je slab štart v tekmo, ker smo res prvih 20 minut igrali zelo slabo, kar se tiče branjenja. Pustili preveč. Nekako se je tudi poznalo to, da je ekipa Rudarja bila bolj sveža. Mi smo delovali težko, nismo mogli v bistvu parirati v hitrosti. In nekako potem smo prišli noter v tekmo in si tudi ustvarili dosti priložnosti. Moram reči, da smo imeli 7 priložnosti, 1-1 z golmanom, kar je dosti. Samo je dejstvo, da bomo mogli popraviti defenzivo, ker mi dobimo preveč golov. Tako da, ne vem, težko je dobiti nek balans, da si naprej navaren in zadaj, da si čvrst in da nisi toliko ranljiv. Glede tekme je bilo pa malo tudi tak splet okoliščin, da je tako se zgodilo. V bistvu v drugi polčas smo krenili dobro, imeli šanse in iz nasprotnega napada rdeč karton in ostaneš z igralcem manj. Potem smo tudi imeli še 2 priložnosti z igralcem manj. Tako da potem na koncu pa je zmanjkalo zadnjih 10 minut in smo dobili še ta 2 gola. Tako da je Rudar zmagal to tekmo zasluženo, mi se moramo pobrati, se osvežiti, ker zdaj smo šli skozi en ciklus tekem zelo hud in igralci se vidi, da so izčrpani. Zdaj, kot naročeno, je še to, da imamo zelo težko tekmo z Mariborom in še nam manjkajo nekateri igralci, ampak nič, treba stisniti zobe, kadar je najbolj težko in iti naprej. Gospod Čeh, najprej čestitke za zmago. Današnja zmaga je bila čisto kot solza. Kako ste vi videli današnjo tekmo? Ja, po 4:0 je zmaga čista, kot ste rekel, ampak mislim, da sta odločilna bila tista zadetka na začetku tekme, ker smo hitro povedali z 2:0 in potem nekako kontrolirali situacijo na igrišču, ampak vseeno smo pustili Goričanom preveč priložnosti že v prvem polčasu, kjer nas je rešil odlični golman Rozman. Lahko bi bil rezultat po prvem polčasu tudi drugačen, ampak na srečo smo imeli razpoloženega golmana, potem pa v drugem polčasu, predvsem po izključitvi domačega igralca, smo nekako vzeli vajete v svoje roke in pripeljali tekmo k koncu. Sedaj vas čaka tekma proti Muri 0-5, vaš komentar? Ja, mi smo še vedno v coni, kjer se borimo, nekako smo v spodnjem delu tabele in normalno, da vsako tekmo hočemo doseči kakšen zadetek oziroma prinesti domov kakšno točko. Čeprav od zunaj nimamo takšnih rezultatov kot doma, pa gremo tudi na to gostovanje v Mursko Soboto odločni, da tudi tam iz Murske Sobote prinesemo kakšno točko v Velenje.